Zaradi močnih padavin, ki so ta konec tedna zajele Slovenijo, so včeraj reke predvsem na zahodu države prestopale bregove. Največ težav je povzročala Vipava. Njena gladina se je zvišala za več kot 2,5 metra. Civilna zaščita je bila pripravljena na najhujše, a se je pozno zvečer reka začela umirjati. Zaradi deževja se je sprožilo tudi nekaj manjših zemeljskih plazov. Koalicijski partnerji na prvem letošnjem kolegiju pri premierki Alenki Bratušek razpravljajo o predlogu novega sporazuma o sodelovanju. Osnutek koalicijske pogodbe, ki ga je pripravila Pozitivna Slovenija, so za zdaj prejeli le vodje koalicijskih strank. Osnutek naj ne bi bil v skladu s pričakovanji stranke Desus, preostale partnerice pa za zdaj molčijo. Omenjeno je tudi združevanje nekaterih resornih področij, zato se bodo danes morda dotaknili tudi te teme. Na Brdu pri Kranju se je začel 3-dnevni redni letni posvet slovenske diplomacije, ki se ga vsako leto udeležijo vodje diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini ter vodstvo zunanjega ministrstva. Glavne teme letošnjega posveta bodo strategija zunanje politike, aktualne razmere in gospodarska diplomacija. Posvet je odprl zunanji minister Karl Erjavec, ki je dejal, da Slovenija potrebuje novo strategijo zunanje politike, ki bo na novo definirala vlogo države v mednarodnem prostoru in določila, kateri so njeni vitalni interesi. Ti so po njegovih besedah gotovo miroljubna politika, varnost in mir ter čim večja stopnja blagostanja za slovenske državljane. Kandidati za novo vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije imajo še danes čas za prijavo na javni poziv. Kandidature bo nato proučila 5-članska izbirna komisija in s svojim izborom seznanila predsednika republike Boruta Pahorja. Ta bo imel tudi zadnjo besedo pri sestavi novega vodstva Komisije za preprečevanje korupcije. Novinarka Večera Damjana Žišt danes na specializiranem tožilstvu, kamor so jo povabili na pričanje zaradi ovadbe, ki jo je vložil minister za obrambo Roman Jakič, ni pričala. Po pojasnilu njenega odvetnika Borisa Grobelnika ji tega po zakonu o kazenskem postopku namreč ni treba storiti. Na dan hišne preiskave pri Jakliču, ki ga v aferi Stožice preiskujejo zaradi domnevne zlorabe položaja in prevar pri pogodbah v času, ko je bil še direktor zavoda Tivoli, je bila Žištova s fotoreporterjem pred Jakličevo hišo, še preden so tja prišli kriminalisti. Jakič je nato zaradi odtekanja informacij vložil kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Leto 2013 smo končali z nižjimi cenami naftnih derivatov, začetek novega leta pa je že prinesel prvo podražitev. Cene naftnih derivatov se bodo namreč ob polnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 1,5 centa, nekoliko višja bo tudi cena 100-oktanskega bencina in dizelskega goriva. Za kurilno olje bo treba znova odšteti več kot evro. Danes so se začele zimske razprodaje tekstilnega blaga, obutve in športne opreme. Večina trgovcev izdelke ponuja po 30 do 50% nižjih cenah, nekateri pa bodo določenim izdelkom cene znižali vse do 70% vrednosti. Večji del kristjanov danes zaznamuje praznik svetih treh kraljev, ki je povezan z Božičem, saj je kralje po svetopisemskem izročilu zvezda vodila do novorojenega Jezusa. Prinesli so mu darila, zlato, kadilo ter miro in ga priznali za mesijanskega kralja ter glas o njem ponesli med svoje rojake. Po treh kraljih kristjani ponavadi pospravijo jaslice, ki so jih postavili pred Božičem. Pravoslavni verniki pa danes obeležujejo Badnji dan, ob koncu katerega bodo pričakali Božič. Zvečer bodo po običaju zažigali hrastova polena, imenovana Badnjak. V torek bo v vzhodni Sloveniji precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod pihal jugozahodnik. V sredo in četrtek bo v zahodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo več sončnega vremena, a bo zjutraj po nižinah megla. Še bo razmeroma toplo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Sirski poslovnež bo v Mariboru gradil mednarodno univerzo. Na Osankarici so se tudi letos spomnili zadnjega boja pohorskega bataljona. Preverjamo, kako se po novoletnih popustih zimske razprodaje obiskane v Mariboru. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.